Hvala ti, Gospod, za tvoje maziljenje, to kratko homilijo. V prvem berilu govorimo o tem, kako lahko duhovno rastemo, oziroma duhovno rastemo, če ostajamo v Kristusu. Jezus govori tudi na drugih mestih o tej duhovni rasti. Torej samo, da smo v Bogu, da se držimo, da ne grešimo, da vztrajamo v veri, da vztrajamo v besedah, mislih, dejanjih. Samo to, če smo v stiku z Bogom, če ne grešimo, duhovno rastemo. Samo od sebe, pravi. Vse je tu razvoj, kajti v svet je pod zadnjo Božjo komando in nered ne more vladati na tem svetu. Duhovno rastemo in se bo pokazalo, kaj je zlo in kaj je Bog. Tako rastemo v duhovno višino, kako daleč do polnosti spoznanja Kristusa, polnosti spoznanja Boga in do zedinjenja za njim. Ko naredimo v duši prostor za Boga, Bog zavzema prostor v naši notranjosti. Duhovni napredek. Tu včasih človek vidi svoj duhovni napredek, če ga ima, ko se sreča s sošolci ali s prijatelji iz otroštva, ali pa sošolci določenih šol, ki smo jih hodili. In takrat vidimo, če smo kristjani, da smo naredili duhovni napredek, medtem ko so naši sošolci še vedno isti, kot so bili duhovno. Bogu hvala za to možnost, da duhovno rastemo. Ko vidimo včasih pri bogoslovcih in duhovnikih, ko vstopijo v bogoslovje, so zelo neurejeni, kasneje pa duhovno rastejo, vedno bolj in bolj. In kaj je potrebno za duhovno rast? Nič drugega kot zvestoba Bogu. In se spreminjamo, tako da bomo lahko stopili v nebesa, ker bo Bog videl v nas svojega Sina. Videl nas bo polnega milosti, kakor je videl našo devico Marijo. Tako sam sebe gradi v ljubezni. Ves je ljubezen, ki je svoboda, ki je življenje, ki je mir. Ena misel, ki ni moja, torej karkoli ljubimo, pravi nekaj notranje, duhovno, jer kadar ljubimo, takrat živimo. V ljubezni je življenje. Gospodo, v hišo pojdemo veseli. Zakaj? Kajti Bog je izvor veselja za tistega, ki vztraja po njem. V določenem trenutku pride veselje, Božja milost, ki ga gradi. Veseli smo, ko gremo k Bogu in pri Bogu. Ali ni bilo najino srce goreče, ko nam je razlagal besedo, sta rekla dva, ki sta šla v Emaus. Bog nas dviguje. Kdo je večji grešnik? Kazen za greh je smrt, odcepitev od življenja. Pravi Jezus, mar so bili tisti večji grešniki, ki se jim je zgodila ta nesreča, ali tisti, ki so nesrečno umrli in je Pilat k daritvam povezal to človeško kri. Pravi, ne vam rečem. A če ne boste se spokorili, boste vsi tako končali. Kako? Na tem svetu. Tudi tu je nevarno kar končati v nekih nesrečah življenje, ker to pomeni neke vrste prekletstvo. To je Jezus tudi umrl nesrečno na križu, ker je prevzel nase vso prekletstvo. Najbolje je umreti v miru, v Božji milosti, kot ugašajoča sveča in v molitvi povezanosti s Bogom. Ampak Jezus tukaj ne misli na to kratko življenje, ampak misli v duhovnem življenju. Boste pokončani, če ste nespreobrnjeni. Vrženi boste v najglobljo temo,
če vztrajate celo neskončno dolgo v trpljenju in v temi. Tako boste pokončani, ne boste imeli življenja. Vedno nam pa da še zadnjo možnost in mi, ki smo vse bliže smrti, imamo še tisto zadnjo možnost, da se končno spreobrnemo. Kajti pravi, še eno leto je malo pogledam, še malo potrpi z tem drevesom, potem pa ga posekam. Zakaj? Ker ne rodi sadu. Potrebujemo sad za večno življenje. Kaj je tvoj sad za večno življenje? Kaj imaš pokazati pri sebi, Bogu? Na kaj si ponosen pred Bogom in ima pred Bogom neko veljavo? To je prav, da se sprašujemo in se spominjamo smrti, konca, možnosti na tem svetu, da vršimo Božjo voljo. To so svetniki vedno imeli smrtno glavo in so se spominjali smrti, pravi, da ne bi grešili. Amen.